Mestna občina je ne samo lastnica kapitala, se pravi solastnica kapitala, kar pomeni, da ima iz tega naslova določena kapitalska upravičenja kot družbenik, temveč je tudi lokalna skupnost, ki je zadolžena za izvajanje določenih obveznih javnih služb, to je urejanje javne razsvetljave in pa vzdrževanje občinskih cest in je seveda v tem razmerju koncendent do javne razsvetljave, torej tisti, ki je izbiral izvajalca obveznih gospodarskih javnih služb in ki je tudi podal pooblastilo izbranemu koncesionarju za ti dve javni službi. Svoje kapitalske upravičenja mestna občina kot družbenica izvaja preko skupščine, kjer je na manjšinski strani in pa preko nadzornega sveta, vsaj v skladu z zakonodajo bi to morala, pa vemo, da v bistvu v nadzornem svetu nima več svojih predstavnikov, ker danes poteka mandat dvema predstavnikova MOL-a, novi lastniki pa so že imenovali nadomestne člane, med katerimi ni predstavnikov MOL-a. Torej lahko ugotovimo, da je ta zakonska pravica, da je mestna občina Ljubljana zakonska pravica izvajati svoje kapitalsko upravičenje onemogočena. Kar se tiče pravice lokalne skupnosti in dolžnosti lokalne skupnosti, da nemoteno zagotavlja in kakovostno zagotavlja izvajanje javnih služb, lahko ugotovimo, da tudi v tem primeru mestna občina ne more ustrezno ščititi javnega interesa, ker koncesionar že v nekaj primerih kršil koncesijsko pogodbo. Zato je župan gospod Zoran Janković, ki zakonito zastopa mestno občino, ki je bil izvoljen v javnem interesu, dolžen, da je povzel določene aktivnosti za zaščito, zgolj za zaščito javnega interesa in javnega kapitala in v ta namen je tudi predlagal včeraj na mestnemu svetu določene odloke, ki so bili sprejeti in tudi sklepe za izvedbo izrednih revizij. Tožba, ki se pelje ločeno od tega, kar se je včeraj sprejelo na mestnem svetu, je tožba na odvzem koncesije, ki se odvzame sodno in sicer zaradi razloga, ker je bilo kršena koncesijska pogodba, ki jasno določa, da je koncesionar, to je bila javna razsvetljava, dolžen opozoriti na spremembo kapitalske strukture. Ker se to ni zgodilo, je vložena tožba na sodno razvezo, ki se pelje neodvisno od tega, da je včeraj mestni svet sprejel tudi odlok o odvzemu koncesije, ki je pa druga pravna možnost, ki jo ima lokalna skupnost po zakonu gospodarskih javnih služb, da zaščiti javni interes. Na podlagi tega odloka, ki je bil sprejet včeraj, dveh odlokov v bistvu, ko smo izvajanje javne službe iz oblike koncesije prenesli v obliko javnega podjetja, že ustanovljenega javnega podjetja Ljubljanske pokojniške tržnice, sledi sprejem ustrezne upravne odločbe, ki bo koncesionarju izročena in v kateri mu bo po upravnem postopku odvzeta koncesija. On ima seveda vso pravno možnost izkoristiti pravna sredstva, vložiti pritožbo, v kateri na drugi stopnji ponovno odloča župan in na tretji stopnji upravno sodišče. Ne glede na to teče tožba na sodišču sporedno. Lahko se teoretično zgodi, da je sodba na sodišču na oddelku za gospodarsko sodstvo razrešena preje, se pravi nekje maksimalno enem letu odločitev, kar pomeni, da je s tem v bistvu že tudi razveljavna koncesija in ne glede na pritožbo, ki se v upravnem postopku lahko peljajo, je koncesija po sodni poti razvezana.